Gospod Žagar, kako komentirate izide referenduma za bodoče občine Medvode in Vodice? Ja, komentar je o tem negativnem izidu najbrž težek, ampak jaz bi rekel, da jaz morda niti nisem bil presenečen, kot so bili mnogi drugi, kajti en teden, mogoče 14 dni pred tem sem dobil več telefonskih pozivov. Ljudje so rekli, zakaj ne bi poglasovali za, saj bo še slabše, pač oblast bo preblizu, ne bomo mogli fušati, ne bomo mogli tega, občina bo iskala davke na vseh mogočih variantah in je boljše, da pač ostane tako, kot je, toliko bo birokracije in tako dalje. In ljudje so pač, bi rekel, padli na čist na tem praktičnem problemu, ne, pač pot v neznano. Zdaj, spraševali so me tudi, zakaj recimo ena stran je propagirala proti, zakaj ni druga stran propagirala za. Jaz bi rekel, tista stran, ki je propagirala proti, je gradila na dejstvu, da so stare občine dobro funkcionirale. Druga stran, ki bi pa želela manjše občine, da govorim na splošno, pa ni imela nobenega orožja, s katerim bi hvalila nove občine, ker državni zbor tega ni omogočil, ni povedal ne financiranja, ne pristojnosti, ne nič. Zato pač je logično, zakaj ta zadeva ni uspela. In kakor sem danes videl, državni zbor se zaradi tega ne razburja preveč, ustanovili so komisijo, vodijo Tone Peršak, ker pač obrazložitev je bila taka. Referendum je bil tako poizvedbeni, to pomeni pač testira se javno mnenje, ne glede na to, kaj bodo ljudje rekli, je zadnji, ki bo določil meje nove občine državni zbor. In današnji komentar je bil, da bo državni zbor bo imel ne tako težko delo, da izgleda, da bo res prišlo do tistih predvidenih 163 občin. Edina težava, ki bo nastala zaradi referendumskih izidov v tistih občinah, tam malih, recimo Rakitna in te male vasice, ki so po 500 ljudi, ker pač njim pa ne bodo mogli prepovedati imeti občine, ker so pač na referendumu bili za, ker vi veste, da večino občin v Sloveniji bilo pa proti, a ne. Tako da za same Medvode mislim, da jih bo državni zbor določil z odlokom. Zdaj, koliko bodo velike, je več ali manj že znano, mogoče bomo uspeli še pridobiti Stanežiče, Medno, Dvor, kajti oni nikakor ne želijo pod Ljubljano, ker vejo, da so poligon za pozidavo in jaz se s tem z njimi strinjam in mislim, da bi oni bili čist dober del, da bi obogatili novo občino Medvode. Kaj pa Vodice? V Vodicah sem pa jaz pričakoval negativen rezultat. Pač po vsem tem, ker sem v enem letu predelal na tej lokalni samoupravi, mislim, da so se ljudje zavedali, da prvič so bila nasprotja med Bukovico in Vodicami. Že to je ljudi vodilo v negativen rezultat, ne. Drugo pa ljudje so se nekako zavedli, da nimajo neke osnove, nimajo nekega potencijala, od katerega bi živeli in so rajši izbrali sigurno pot. Veliko polemike je bilo okoli občine Šentvid, tudi po časopisih. Kakšna je situacija zdaj? Kaj novega? Ja, Ustavno sodišče je vse tiste pritožbe zavrglo, tudi mojo in Šentviščano in vseh. Zdaj oni so imeli ločeno zbiranje glasov, štetja, ne, v Šentvidu samem, Vižmarje, Brod, Stanežiče, Medno so bili rezultati pozitivni, se pravi v smislu svoje občine proti Ljubljani, okrog 60%. Guncle, Male, Vižmarje so bile za Ljubljano, prav tako so bili za Ljubljano v Šmartnem, v Tacnu in na Gameljnah. Torej, jaz mislim, da že ta rezultat, ki je bil tako razgiban, ne, levo in desno, jim daje malo možnosti, da bi, ker oni so predvidevali, da bodo vse krajevne skupnosti glasovale proti, ampak skoraj polovica jih je glasovala proti, se pravi, ker so imeli ločeno zbiranje, so bili za občino Ljubljana, tako da jaz kakšnega posebnega upanja jim ne dajem, čeprav bi pa rekel, navijam za njih, da bi jim uspelo. Gospod Žagar, kakšne zaključke ste potegnili iz analize volilnih rezultatov? No, analiza rezultatov je pokazala, kdo v bistvu je najbolj navdušen za občino Medvode, med tistimi, ki so prepričani za to, ne.
Lepo se vidi, da občina Medvode je uspela samo v strogem centru Medvod in v Pirničah. Se pravi, če gledamo 3 volišča v Medvodah, volišče v Pirničah, so bili rezultati 61%, 56%, Smlednik, ki so želeli svojo občino, porazni rezultati, bi rekel temu, 37% za. Potem zanimivo, na Topolu so glasovali proti, sicer tam nekje na polovici, Preska 49,5, točno v tistem povprečju, kot je povprečje cele občine, Spodnja Senica samo 33%, Zbilje, ki nikoli niso marale Medvod, pravijo, da so se zaradi tega odcepili, samo 38%. Jaz bi rekel, samo Pirničani, Medvoščani in Preščani nekako nekje na polovici, so glasovali za medvoško občino. Če pa zdaj primerjamo volilno udeležbo, ki je bila okrog povprečno 55%, pa če vidimo, da so bili rezultati 50%, pomeni, da je samo 25% ljudi v Medvodah za občino, se pravi samo vsak četrti. To pomeni, da je rezultat neverjetno porazen. Potem, ko slišiš, da so jim občina ukradli, da je ves denar se odlival, in tako da meni določene zadeve so nerazumljive. V teh dneh so poslanci skupščine občine Ljubljana Šiška končno dobili v svoje roke osnutek odloka o proračunu za letošnje leto. V torek pa ne bi ta osnutek tudi obravnavali in sprejeli. Občinska blagajna računa na skupne prihodke v višini 2 milijard 427 milijonov 715 tisoč slovenskih tolarjev, ali bolj razumljivo povedano, računajo na malo več kot 30 milijonov mark. Do takšne številke so občinski možje prišli na podlagi lanske realizacije in realizacije prihodkov v prvih 3 mesecih letošnjega leta. Prihodek od davkov pravnih in fizičnih oseb, ali če hočete dohodnina, je glavni vir proračunskih sredstev. V letošnjem letu naj bi ti davki občinsko blagajno obogatili za 1 milijardo 702 milijona tolarjev, kar predstavlja 70% vseh prihodkov. 440 milijonov tolarjev je pricurljalo iz državnega proračuna, malo več kot 19 milijonov je presežek prihodkov iz lanskega leta, ostali davki, takse in prihodki pa predstavljajo preostalih 11%. Morda kot ocvirek, občinski proračun računa na 49 milijonov tolarjev iz naslova takse na igralne avtomate. Bolj kot vprašanje, od kod denar za oblikovanje občinskega proračuna, je zanimivo vprašanje, kam bo šel občinski denar. Letošnji osnutek občinskega proračuna je z razliko od lanskoletnega izrazito neinvesticijski. Zgolj malenkost več kot 13 milijonov tolarjev je namenjeno investicijam, kar je v primerjavi z lanskoletnimi več kot 60 milijoni vloženimi v investicije bore malo. Naj vas spomnim samo na 20 milijonov tolarjev investiranih v Medvoško knjižnico, ki so botrovali marsikateri hudi besedi. Za letos pa se planirata zgolj 2 večji investiciji, 6 milijonov tolarjev za dom na Srednjem Vrhu in 5 milijonov tolarjev za ureditev podstrešja glasbene šole Franca Šturma. O sredstvih za novo šolo v Sori kot običajno ne duha, ne sluha. 2 milijardi 414 milijonov 570 tisoč tolarjev je namenjeno za tekoče obveznosti. Razporeditev le-teh za poslance najbrž ne bo moglo biti predmet polemike. Morda je že iz pregleda odhodkov zanimivo le to, kje so si osnutkarji zamislili stiskati pasove. Tako predvideva osnutek proračuna zmanjšati dajatve za zagotavljanje socialne varnosti v primerjavi z lanskim letom za milijon tolarjev in tudi za vzgojo in izobraževanje so iz lanskoletnih 2,5 milijonov prešli na zgolj 500 tisoč tolarjev. Za razvoj obrti in podjetništva je bilo v lanskem letu porabljenih 24 milijonov tolarjev, letos naj bi to vrsta odhodka znašala le 6 milijonov. Za vse ostale proračunske odhodke so namenjeni vsaj enaki, če ne seveda primerno višji deleži. Mimogrede, za dejavnosti političnih organizacij naj bi letošnji proračun zagotovil 20% več kot lani, to je 29 milijonov 300 tisoč tolarjev.
Seveda je občinski proračun oblikovan tudi na osnutku dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1994. Združenim sredstvom za skupne naloge je v občinskem proračunu namenjena 1,903,188,000 slovenskih tolarjev. Letos naj bi se v skupno blagajno ljubljanskih občin in mesta Ljubljane nakapalo nekaj več kot 10 milijard za programe družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture. In občina Šiška mora v to blagajno prispevati 24% te vrednosti, oziroma, če malo posplošimo, vložiti mora vse razen nekaj več kot 524 milijonov tolarjev in še od tega je dobra polovica namenjena za delo občinskih državnih organov. Glede na to, da so se v lanskem letu šišenski občinski možje odločili, da namesto v skupno blagajno del združenih sredstev namensko porabijo v svoji lastni občini, so na relaciji mesto-občina določeni nesporazumi, ki bodo svoj epilog dobili drugje. Tekom leta je izvršni svet občine tista institucija, ki lahko glede na pooblastila, ki jih ima, spremeni namen in višino sredstev in poseže do neke mere tudi v rezervo. Ker pravijo, da gre v tretje rado in ker so bili dve zadnji skupščini nesklepčni, lahko pričakujemo, da bo letošnji osnutek proračuna še nekaj časa zgolj osnutek. Drage gospe in gospodje, spet se je zgodilo. Šišenska skupščina ni bila sklepčna že tretjič. Kaj naj to pomeni? Da danes ne bodo sprejeli občinskega proračuna, ne bodo sprejeli tudi dogovora o oblikovanju javne porabe v mestu, ne bodo sprejeli tudi odloka o plovbi po Zbiljskem jezeru. Po hodnikih se govori, da letos zasedanja skupščine verjetno ne bo več, pred vrati so že počitnice, jeseni ne vemo, kako se bo situacija obrnila. Konec leta pa se obeta tudi razpust skupščin in nove volitve v občine, kakršne bojo oziroma kakršne bodo nastale. Hvala lepa in lep pozdrav iz skupščine občine Šiška. Da je tudi letos leto turizma, se najbolj opazi v turističnemu društvu Zbilje. Vsi tisti, ki se v teh dneh mudite v okolici Zbiljskega jezera, ste najbrž že opazili, da se zopet nekaj dogaja. Turistično društvo Zbilje je v zadnjih letih zelo aktivno. Zakaj tolikšna aktivnost oziroma kakšne so vaše želje, kaj ste vse naredili v teh 2 letih? Ja, dejansko turistično društvo Zbilje trenutno je bilo tudi pred aktivno, samo zdaj so se nekaj pokazale zadeve, da smo tudi nekako uspeli organizirati, da smo uredili parkirišče, da se je malo premaknalo, glede tudi, da nam je občina dejansko tu preskočila pomoč, pa s krajevno skupnostjo, da smo nekaj sodelovali, da smo to naredili. No, naslednja faza je pa dejansko, kakor vidimo zdaj, če pogledate, je bilo obup glede teh talnih voda, potem drenaže so bile zamaščene in to smo morali sanirati. In tu smo se zdaj vrli v ta projekt, kateri bo ne ravno tako pocen, ampak poskušali bomo vsemi silami, koliko se bo dalo urediti. No in zdaj trenutno urejujemo spodnji del drenaž, škarp in tega, da bomo tlakovali ta del, da bo za obiskovalce in za prijetnejše, tudi za ljudi, ki prihajajo sem z otroci. In to je v glavnem tako v tem smislu. Ne. Poglejte pa vseeno, govorili ste že o precejšnji vsoti denarja. Kako je z Turistično zvezo, Ljubljansko turistično zvezo, s financiranjem, z občinskim proračunom, kaj pride? Nažalost so samo besede. Moram reči, da so to samo besede, katere se izgovarjajo, da bo od njih nismo videli še ničesar. Vse se pač moramo na lastne sile, koliko dobimo od najemnikov, to, koliko dobimo od sponzorjev, malo si pomagamo, da ta sredstva poskušamo potem vrniti hitro nazaj, da jih
da jih pač damo v projekte, da polepšamo tole našo Zbiljsko obalo, Zbiljsko jezero, katero je, bi rekel, biser pri Ljubljani, ne. In upamo, da bomo to tudi poskušali najboljši moči narediti, koliko se bo pač dalo, ne. Drugače pa od proračuna nismo videli nič, od turistične zveze ničesar, tako da ne vemo, tudi nimamo nobenih podatkov, da bi kdo kaj pridejo komisije, si gledajo, to vse lepo in prav, samo efekta pa dobenega. Turistično društvo Zbilje je najbrž tisto društvo, ki bi lahko bilo drugim turističnim društvom v naši okolici navajenim, da dobljeno miloščino strani Ljubljanske turistične zveze na letnem občnem zboru pojejo in zapijejo za vzgled. 20% turistične takse, 80% gre najbrž kar za plače, Ljubljanska turistična zveza razdeli turističnim društvom. In tako je turistično društvo Zbilje navkljub obsežnemu programu letos dobilo pavšalnih 30.000 tolarjev seveda. Celoten projekt tlakovanja in drenaže je v tem trenutku ocenjen na 5.400.000 tolarjev. V tem trenutku pa imajo zagotovljenih 2,5 milijona tolarjev. In naredilo se bo toliko, kolikor bodo sredstva pridobljena z najemninami in sredstvi razumevajočih sponzorjev omogočala. Na Ljubljanski turistični zvezi pravijo, da se turistična društva lotevajo vse preveč komunalnih zadev oziroma takšnih stvari, ki bi spadale na kakšno drugo področje. S tem pa so posredno malce okrcali ravno Zbiljce. Kaj spada torej po njihovem mnenju v okrilje turističnega društva? Občinski proračun, ki še vedno ni sprejet, predvideva za razvoj turizma in podeželja v letošnjem letu 2,5 milijona tolarjev. Pri tem pa so osnutkarji pozabili dopisati, da so ta sredstva že več kot porabljena. 3 milijone tolarjev je Komisija za turizem pri občinski skupščini namenila za neokusno predstavitev občine Šiška na sejmu Alpe Adria Svoboda gibanja. 35.000 mark po njihovi informaciji oziroma več kot 70.000 mark po oceni tistih, ki se na to spoznajo, pa je ta ista komisija namenila za ravno tako neustrezen katalog, ki ga v tem trenutku ni nikjer opaziti, prej pa smo ga 3 mesece imeli priložnost videvati na kupu v občinski avli. Kaj spada torej po njihovem mnenju v delo turističnih društev? Vsi, ki prihajate v tem letnem času v Zbilje in vam je všeč okolica in ureditev hiš, vedite, da tudi rožice po oknih spadajo v okrilje turističnega društva Zbilje. Tudi tako si turizem zamišljajo v Zbiljah. Tudi letos smo se 25. junija spomnili osamosvojitve Slovenije leta 1991. Kot kaže, bodo take prireditve postale tradicionalne v Sloveniji. Medvode z okolico vred so v bistvu majhne, vendar pa se je na tem prostoru odvijalo kar nekaj prireditev v čast Sloveniji. Verjetno bi kazalo za prihodnje leto le nekako premagati slovensko zaplotništvo in organizirati skupno prireditev v Medvodah. Če drugače ni možno, pa vsaj 2 prireditvi strank z levo in desno opcijo. Letos smo obiskali prireditvi v Bonovcu in na Osovniku. Gospod Šušteršič, glede na to, da SKD organizira to prireditev, koliko vaših članov je potrebnih za organizacijo take prireditve? Ja, naenkrat okrog 30, skupaj jih sodeluje približno 50 do 70. Kako ste pa zadovoljni z današnjim obiskom? V bistvu smo presenečeni, glede na to, da se trenutno v istem času 4 prireditve naenkrat odvijajo in se mi zdi to neverjetno presenečenje, ta obisk. Seveda pa za prihodnje leto verjetno načrtujete enako prireditev. Ja, mi načrtujemo vedno boljše prireditve in jaz mislim, da nam bo to uspelo še naprej. Prireditve v Bonovcu se že od vsega začetka udeležujejo eminentne osebe slovenske politike, ne samo člani SKD-ja, pač pa tudi člani ostalih strank. Tako smo videli gospoda Hermana Rigelnika, ministra za promet in zveze gospoda Umeka, ki pa nam ni hotel dati izjave o medvoških cestnih problemih. Gospod Peterle, glede na to, da ste zunanji minister in precej potujete okoli, kako bi ocenili poznavanje Slovenije v tujini po 3 letih po osamosvojitvi? Ja, sem in tja se še zgodi, da kdo Slovenijo zamenja za Slovaško ali za Slavonijo, ampak tega je čedalje manj. Slovenija je prepoznaven pojem na svetovnem zemljevidu.
in mislim, da smo uspeli z našo diplomatsko dejavnostjo, z našim informiranjem naše ime plasirati, čeprav smo relativno majhna država. In o Sloveniji se kar ve, predvsem jo poznajo kot lepo državo, kot državo delovnih ljudi in tudi kot državo, ki uspešno izvaja prehod iz starega sistema v nov sistem, čeprav tudi vedo, da imamo pri tem tudi še kakšne težave. Kako bi pa ocenili povezovanje lokalnih oziroma političnih strank na lokalni ravni? Ja, nisem natančno seznanjen, kako vse to povezovanje poteka. Jaz bi si želel seveda, da bi se zlasti nove politične sile znale povezati, stare so tako in tako povezane, in da bi hitreje prinašale novega demokratičnega duha v Slovenijo, tudi v novih občinah. In tukaj so seveda različne kombinacije, nekatere stranke so organizirane po vseh občinah, nekatere niti ne. In tukaj do teh povezav že prihaja, kakor se pač stranke razumejo. Mi bomo pragmatični, delali bomo s tistimi, s katerimi se da delati, in mislim, da tudi rezultat ne bo slab. Medtem, ko so se ljudje zabavali v Bonovcu, mimogrede za zabavo je poskrbel tudi Lojze Peterle s svojo harmoniko, smo se mi odpravili na Osovnik, kjer je praznovala Slovenska ljudska stranka. Gospa Logarjeva, tako kot je bila strma pot do tega vašega kresa tukaj na Osovniku, tako je bila tudi strma pot do osamosvojitve Slovenije. Ali vaša stranka meni, da so bile izpolnjene vse stvari, ki ste si jih zaželeli pred osamosvojitvijo? Nikakor ne. Osnovne stvari ja, to se pravi sama osamosvojitev, začetek demokracije, vendar se mi zdi, da so se potem stvari nekoliko drugače obrnile, kot pa si naša stranka želi. Ali obstaja možnost, da se bodo povezovale na našem področju tudi stranke, ki so se sedaj v parlamentu nekako v nasprotju, se pravi eni v opoziciji, drugi v poziciji? Ja, to je popolnoma možno, ker veste, da poskušamo skleniti ta dogovor med posameznimi strankami, mislim, da jih ni treba še enkrat naštevati. Ena od teh strank je v poziciji in glede na krajevne interese mislim, da bodo posamezne povezave možne. Gospod Bohinc, kakšna prireditev je 24 ur košarke? 24 ur košarke je športno-zabavna prireditev, predvsem je namenjena za Medvoščane, je peta po vrsti in upam, da bo še ene dvakrat, trikrat po pet, da bi postalo to tradicionalno srečanje mladih Medvoščanov oziroma vseh Medvoščanov. Gospod Šušteršič, kakšen bo potek prireditve? Torej, gledali smo, da bi se na tej sami prireditvi čim več dogajalo, da bi bilo za vse ljudi čim bolj zanimivo. Posebej bi poudaril eno stvar, ki na plakatu ni objavljena, ker smo jo pač prepozno izvedeli oziroma uspeli zorganizirati. Torej, ob 6. bo kot prvo predtekma Politiki estrada. Točnih imen še nimamo, predvidevamo pa, da bodo med njimi tudi Bavčar, Šter, Kračun, Magnifico, mogoče kakšen od pop dizajna in tako. Potem se pa ob 7. se bo začela pa sama prireditev 24 ur košarke, ki bo trajala do sobote, do 7. zvečer. Ob 9. se bo v bistvu začela zabavna prireditev, to se pravi ples z ansamblom Strmina. Vmes nas bojo razveseljevale plesalke oziroma navijačice skupine Make Up Junior in organizirali bomo tudi določene nagradne igre, kjer bomo pa kot nagrade imeli darila, ki so nam jih prispevali sponzorji in se jim za to tudi najlepše zahvaljujemo. V soboto bomo začeli z dogajanjem že ob 9. zjutraj. To bo ena nova zadeva, ki postaja po Sloveniji vse bolj popularna. Torej, kolesarski sejem se bo organiziral, to je stvar v smislu nekdanjih smučarskih sejmov. Se pravi, vi boste pripeljali stara rabljena kolesa, se boste preprodajali med sabo, koliko boste želeli, s tem, da bo pa tudi neke nove ponudbe. Ob 7. zvečer se bo torej tekma 24 ur končala. Po tej tekmi bojo pa nastopile udarne plesalke, se pravi skupina Make Up Kosel, katere vodja je tudi iz Medvod, Mojca Furlanova. Potem bo organizirano tekmovanje v metanju trojk, tudi za relativno bogate nagrade.
In zadnja zadeva, ki bo pa znala biti zelo, zelo zanimiva, bo pa košarkarska tekma All Stars Slovenija All Stars Team proti ekipi Tinex Norika Medvode. To pa predvidevamo, da se bo začel, se pravi, soboto ob 8:30 zvečer. No, slišali smo, da bo ena izmed tekem tudi tekma Slovenija All Stars Tinex Norik Medvode. Kakšna bo ta tekma? Kdo bo igral? Na tej tekmi bodo za ekipo Slovenije All Stars nastopali zelo znani košarkaši, kot so Polanc, Volaj, Tiringer, Besedič, Jelnikar in še nekateri. Za ekipo Tinex Medvod pa vsi igralci, ki so igrali v zadnjih 5 letih, odkar ta ekipa nastopa v prvi republiški ligi. To so Maček, Janžek, Arh, Medved in ostali, ki še danes igrajo za to ekipo. Mislim, da bo ta stvar zelo zanimiva in istočasno bi povabil vse ljubitelje košarke, da se te stvari udeležijo in ogledajo. Kakšen rezultat pa pričakujete? Ja, pričakujem, da bo zmaga ostala doma. To se pravi, da bo zmagala ekipa Tinex Norik. V Medvodah za neko aktivno preživljanje prostega časa izven šole ni poskrbljeno niti tekom šolskega leta, kaj šele v času počitnic. Osnovne šole zaprejo svoja vrata, mladi si po šolskih igriščih krajšajo prosti čas in sem ter tja naredijo tudi kaj takega, kar sicer morda ne bi. Poprašali pa smo vseeno, kje bi lahko mladi Medvoščani preživeli svoje počitnice, če si starši iz takšnih ali drugačnih vzrokov zanje ne morejo vzeti časa. In seveda rezultat je bil pričakovan. Brez večjega posega v žep, za naprimer kakšno šolo tenisa ali kaj podobnega, se lahko otroci odločijo le, da brez večjega odrekanja preživijo kakšen dan v knjižnici. V ta namen se namreč pripravljajo enkrat tedensko dopoldne organizirane igralne ure. Območna enota Zveze prijateljev mladine organizira letovanje otrok na obnovljenem domu na Srednjem Vrhu nad gozdom Martuljkom. Otroci naj bi v 10-dnevnem letovanju planinarili, odšli na izlet, se kopali v bazenu, plesali, se šli družabne igre in tudi kaj poučnega izvedeli. Možnosti so tudi za dodatne aktivnosti, kot so tenis, lokostrelstvo, planinarjenje z vodnikom in podobno, seveda z doplačilom. Sicer je cena letovanja $4000 plus 180 nemških mark, tisto, kar pa je za prenekatero družino bistveno, uveljavlja se lahko regresirano letovanje tako, da se prijavi predložijo potrdila o družinskih prejemkih za zadnje tromesečje. Zveza prijateljev mladine Šiška je organizirala tudi letovanje v Poreču, na žalost samo eno izmeno, in vsi tisti, ki niso bili dovolj hitri s prijavo, te možnosti nimajo več, medtem ko se za letovanje na Srednjem Vrhu še vedno lahko odločijo. Na žalost se tistim otrokom, ki si ne bodo privoščili letovanja strani Zveze prijateljev mladine, ne obetajo nikakršne druge možnosti. Delavnic, ki so jih prejšnje leto organizirali, za katere pa se je izkazalo, da so bolj kot možnost aktivnega preživljanja prostega časa, pomenile za starše eno izmed možnih oblik varstva, letos ne bo več. Za aktivno preživljanje počitnic so, kot že leta poprej, morali poskrbeti taborniki. Tako, taborniki letos pripravljamo 2 taborenja, taborimo na Kolpi, to je pri vasi Žaga. Redki so tisti, ki ne trdijo, da je taborenje krona celoletnega taborniškega dela. Tako, taborenja pripravljamo letos od 24. julija do 3. augusta. To je izmena, ki je namenjena predvsem za tabornike in nekaj tudi za otroke netabornike. Drugo izmeno pripravljamo od 3. do 9. augusta, ravno tako na Kolpi. To je izmena, ki je namenjena tabornikom nad 16 let, otrokom netabornikom in staršem z otroci ali brez. Skratka, vsem, ki bi radi aktivno preživeli dopust v prelepi naravi. Cena prve izmene 10-dnevnega bivanja je $10,500 za tabornike in $12,000 za netabornike. Cena druge izmene od 3. do 9. augusta je $7,000 za tabornike in $8,400 za netabornike. V tej drugi izmeni je možnost tudi dnevnega odplačila. Cena obsega prevoz na taborenje, prehrana, vodstvo taborenja, to pomeni poskrbljeno za varstvo otrok in ves program. Od programa bi lahko naštel, da se vozimo s kanuji, streljamo z loki,
hodimo na nočne pohode, stražarimo, skratka se zelo zabavamo. In v tem trenutku se lahko otroci oziroma starši še vedno odločajo, da svojo mladino vpišejo oziroma pošljajo na to letovanje. Tako, ker imamo na Taborenju še nekaj prostih mest, vam sporočamo, da je prijavnice z povsem pomembnejšimi navodili možno dobiti vsak ponedeljek v taborniških prostorih na ulicah Studencev 6 oziroma lahko tudi v trafiki v blagovnem centru Loka, Kumil.